zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Živa groza. Živijo, Marli. Marli! Živa groza v službi, na cesti, pri zdravniku, vse posod. Miri se, v redu Še je. očala so se mi po strani postavila. Še dobro, da smo jutri doma. Še dobro, Ja, jutri je vikend, ne? Ja, dobro, da je jutri vikend. ja, vikend je jutri, da se boš lahko malo odpočil, a ne? Ja, lepo. In kateri dan je jutri? Ja, vikend. Vikend. In katere 2 dneva vsebuje ta vikend? Sobota in Ne. nedelja. Tako je, res je, drži. Ampak, a veste, kateri so še dela prosti dnevi? Ja, zame noben. Zate noben, ja, tudi zate je, Marli, tudi zate. No, sedaj vam bom jaz več povedal o praznikih, ki so tudi dela prosti dnevi. Seveda, Ja. prazniki. No, kar pozorno prisluhnita. Vsakdanjik rečemo tistim dnevom, ki so si podobni in imajo določene obveznosti. To so ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek. Otroci hodite v šolo ali v vrtec, popoldan imate kakšne dejavnosti, športne, glasbene ali katere druge. Šolarji morate narediti domače naloge in se popoldan lahko igrate s prijatelji, po nekem ustaljenem ritmu. In tako tečejo dnevi v letu. To je naš vsakdanjik, ki se spremeni v času počitnic in ob vikendih. Ja. Ja, takrat dnevi tečejo drugače kot med tednom. A nazaj? Ne, ravno tako grejo naprej. Med naš vsakdanjik pa pridajo prazniki, ki so namenjeni praznovanju in jih zato preživimo drugače. Praznik je dan, ki je posvečen pomembnemu dogodku, ki se je zgodil v preteklosti ali v spominu nanj. Praznike pa delimo na osebni praznik, državni praznik, verski, mednarodni in krajevni. Ja, in poslušajta, osebni praznik so rojstvo otroka, ja, praznovanje rojstnih dnevov, krst, prvi šolski dan, poroka in obletnice poroke, naprimer, ko sta 2 poročena, 10 let, 20 in več. Ali pa kdo praznuje 10 let, 40 let, 60 let, temu pa pravimo okrogle obletnice. Ampak takrat nismo doma. Ne, takrat se veselimo. Ja, in veselje ob takih družinskih dogodkih radi delimo s sorodniki in prijatelji, kaj ne? Ja. Na rojstni dan. No, to so bili osebni prazniki. Pa si poglejmo, kateri so državni prazniki. To so dnevi, ko se spominjamo posebnih dogodkov v zvezi z našo državo. In takrat je država tudi doma ostane. Ja, tudi takrat je tudi država doma. Ja. In lahko je dela prost dan ali pa navaden deloven dan. Dela prost dan je, ko smo vsi skupaj doma. Ja, in kateri so prazniki, ko smo vsi doma? Sedaj nam bo najbližje 8. februar in to je Prešernov dan.
27. aprila praznujemo dan upora proti okupatorju. In naslednji je 1. maj, ki je praznik dela. 25. junij je dan državnosti. 31. oktober, takrat praznujemo dan reformacije. In pa potem je na vrsti še 1. november. Ja, to je dan spomina na mrtve. Takrat se odpravimo na pokopališča, kjer obiščemo grobove ljudi, ki jih ni več med nami. In jim prižgemo svečko. Ampak, saj veste, manj sveč za čisto okolje. Torej, ne pretiravajmo svečama, ne? Res je. Lahko prižgemo le eno za vse umrle. In narava bo vesela. Tako. Ja, ali pa ne samo kakšno svetlico, Ali pa namesto svečke. poslikamo kamenček. Kamenčke, ja, to zelo radi otroci poslikajo, nesejo. Ali pa da se samo spomnimo na nje. Tako. Tudi to je dovolj, ne? No, in še en je dela prost dan, državni praznik. Ja, to pa je 26. december, dan samostojnosti in enotnosti. Ja, državni prazniki, ki so delovni dnevi in niso prosti, pa so 8. junij, to je dan Primoža Trubarja, in pa 23. september, to je dan slovenskega športa, ja, in pa 23. november je pa dan Rudolfa Maistra. Verski prazniki so dnevi, ko se spominjamo posebnih dogodkov v zvezi z vero in cerkvijo. In tudi te lahko so dela prosti dnevi ali pa so delovni dnevi, odvisno kako velik je ta praznik. V naši državi praznujemo predvsem krščanske praznike, ki so v zvezi s rimokatoliško vero. In kateri mislite, da so prosti dnevi od teh? So Velika noč, Pirhi, ja, in velikonočni ponedeljek. čonka, Ja, in velikonočni ponedeljek nima določenega datuma. Ta se lahko vsako leto spreminja. Važno pa je, da pride na nedeljo. ponedeljek. Ja. Ampak 7 tednov pred veliko nočjo pa praznujemo pust. Ja, pust je čas, ko se napravimo v pustno šemo ali pa maškaro, kakor želite. Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Čeprav ga pogosto povezujemo s prihodom pomladi, njegovo ime razkriva povsem drug pomen. Pust oziroma mednarodni izraz karneval namreč pomeni pustiti meso. Ja, veliko ljudi se še vedno pusti. Post pa pomeni, da se odrečeš eni stvari oziroma razvadi za 40 dni. Včasih je bilo to meso, danes pa se ljudje odločajo za različno postenje. S pustom so povezani različni običaji. Pustni plesi in pa sprevodi pustnih mask. In v glavnem je zabava in bogato obložena miza s pustnimi dobrotami. No, katere dobrote ne smejo manjkati za pusta hrusta? Ja, dobro nafilani krofi. Ja, krofi, tako je. Jaz jih imam tako rad, ampak potem sem ves bel od sladkorja. Joj, to imam najraje. Se spomnim, jaz si bil lani čisto bel. So mislili, da si bela miška za pusta. Kako je bilo zabavno. Pa ko je Marliju marmelada padla na čevlje in so se mu zlepile vezalke. In še potem je pol leta imel zalepljene vezalke. To je bilo zabavno, ja. Ali bomo letos tudi kaj šli v maškare? Ja, seveda. Kaj bomo? V kaj se bomo napravili? Jaz bom... Jaz se bom napravil medveda Miho. Jaz bom pa Marli. Kaj pa jaz?
Ti si pa Ti lahko... boš pa krofe spekla. Ja, super, Ali pa odlična bom pustna kar šema. Zapusta. O, super. Ja. O, kako zabavno. No, pa gremo mi kar naprej. Kaj pa Velika noč? Morda veste? Ja, Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristijani na ta dan praznujemo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ja. Na Veliki petek so Jezusa Kristusa križali. Tretji dan potem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja. Verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt, ter za vse prinesel upanje. Za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Velikonočne tradicije pa se v veliki meri od države do države razlikujejo. Ja? Ja? Po tradiciji je na Veliki petek zapovedan strogi post. Na Veliko soboto se blagoslovijo oziroma žegnajo jedila, ja, ki se potem zaužijajo na nedeljski zajtrk. Ja, tudi v Sloveniji imajo določeno simboliko. Suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, ja, kruh in ostala peciva pa trnjevo krono. Ja, tako je bilo. Ja? Ja, in vsaka stvar, ki jo damo v košaro, ima svojo simboliko. Zato nesemo potem k žegnjanju vse to. Tako je, bravo, res je, ja. No, na velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenske procesije, na čelu katerih nosijo kip vstalega Kristusa. 15. avgust je Marijino vnebovzetje in še zadnji dela prosti dan. Pa je Božič, ja, ki pa je 25. decembra.
In poglejmo še nekaj praznikov, ki niso dela prosti, a jih mnogi praznujejo. Ja, Kaj niso dneva? Dela prosti. kako? Zakaj pa niso dela prosti dnevi? Ja, zaradi tega, ker ne morejo biti vsi prosti dnevi. Ja? Bi bili lahko Preveč ves bi jih čas bilo. Doma? Ja, preveč časa bi bili doma. No, pa gremo naprej na dela neproste dneve. To pa so 6. januar, takrat godujejo sveti trije kralji. Cvetna nedelja, ki je eno nedeljo pred veliko nočjo in tudi nima določenega datuma. In 8. september, ko krščani praznujejo Marijino rojstvo. Sicer je verskih praznikov ogromno skozi celo leto. To so le nekateri, ki sem jih sedaj naštel. Ja? Ja, ker pa v naši državi ne živijo samo ljudje, ki obiskujejo rimokatoliške cerkve. Poznamo tudi pravoslavce, ki so pravoslavne vere. In zelo zanimivo, Božič praznujejo 7. januarja. To pa zato, ker uporabljajo drugačen koledar kot katoliki. Veliko prebivalcev Slovenije pa je tudi muslimanske vere in praznujejo njihove praznike, recimo Bajram in tako naprej. In zelo zanimivo je, da pred Bajramom muslimani temeljito očistijo svoje domove in dvorišča. Tudi oblačila morajo biti čista. Ja? Čistoča je pol vere, so prepričani. Zanimivo, kaj ne? Zanimivo. Ja. Poznamo tudi mednarodne praznike, ki jih praznujejo v več ali večini držav sveta. Večina držav praznuje novo leto. A ne? 1. januar. Takrat, a ne praznujemo novo leto. 1. maj kot praznik dela. Ta praznik so prvi začeli praznovati v Ameriki leta 1890. Ja, kot spomin na boj delavcev za več delavskih pravic. Pri nas je za ta praznik značilno, da na predvečer zakurimo kresove. Ja, in se ljudje zbirajo na kresovanjih. Na ta praznik pa postavljajo tudi drevesa oziroma mlaje, kot bi jim lahko rekli. Ne? Poznamo tudi krajevne praznike. To pa so prazniki, ki jih praznujejo v posameznih občinah oziroma krajih. Nekateri prazniki so značilni za določeno okolje. V nekaterih krajih praznujejo. Recimo Gregorjevo, 12. marca. Na ta dan se ptički ženijo. Ja? Saj res, ja. Aha, in prihaja pomlad takrat, ja? Ki prinaša daljši dan. Tudi to je zelo super. A ne? Ja, v nekaterih krajih na Gregorjevo spuščajo lučke po vodi. Ja. Pa še en običaj poznamo, ki velja za dan zaljubljenih in ga praznujejo 14. februarja. Sta si slišala za to morda? Morda veste, kako se imenuje Kako 14. že? februarja? Valo. In zelo blizu. Zagotovo ni Marlijevo, ampak Ne. je nekaj drugega. Valentinovo. Ja, Saj bravo. res. Ja. Res je, Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko se v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen. Največkrat s pošiljanjem voščil, pogosto anonimnih, in izmenjavo daril in tako si izkazujejo ljubezen. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov oziroma ljubezenskih pisemc v obliki srca ali kupida. Ja. A veste, kdo je kupid? Kupiti tisti, ki je streljal s puščico. Ja, krilnati kupid. Ja, bravo, tisti, ki Ja. ima puščice. No, po nekaterih ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo milijardo. Ja, s čimer se praznik uvršča na drugo mesto. Ja, zaostaja le še za Božičem. Ja, Ja, ampak takrat pa ni
dela prost dan Valentinova, ne? Ne, Valentinovo pa ni dela prost Pa bi dan. lahko bil, ne? Ja, Ker je glede na to, drugem da je na mestu. drugem mestu, a ne? Ja. Takrat gremo samo na večerjo. Ja, in objamemo in poljubimo tistega, ki ga imamo radi. Ja, res je. Tudi mamico in očija, ne? A ja? Tako je. No, pa gremo naprej. No. V Beli krajini zimo odganja zeleni jurij. Jurjevanje je priljubljen običaj tudi drugod po svetu. Sta vedela, da ljudje praznujemo različne praznike? Za nekatere so pomembni eni, za druge drugi. Vsem pa je skupno praznovanje, veselje in druženje. Ja, seveda. Ja, Še dobro, da jih imamo toliko. ja, super, in kaj v vsakem ne? letnem času je kakšen. Tako je. In tako kot smo rekli, nekateri so dela prosti, nekateri pa ne. Ampak zmeraj je pa veselje. Ja, kako smo že rekli, osebni Ja, prazniki? državni, Državni, ja. Lokalni, krajevni, Krajevni. mednarodni. Pa verski. pa verski, tako, bravo, super sta si zapomnila, odlična sta. In tudi otroci so zelo pozorno poslušali, ja? Ej, počla jih bosta. Ja, kaj pa imava to? Ne, jaz sem te balone za vaju napihnil za novo igro. Ja, saj to igra. Za vaju sem Meni pripravil, ni všeč. za vaju sem pripravil igro, gre pa se takole. Postavil sem vama poligon, jaz sem uporabil stolčke, otroci lahko doma uporabljate ali kamne, ali pa knjige, karkoli, samo da imate neke ovire. In med temi ovirami boste vozili slalom. Ampak, da ne bo prelahko, boste imeli med koleni napihnjen balon. Tako, balon si data med kolena, ne višje in ne nižje, naravnost med kolena. Tako, in sedaj gresta slalom in tu okrog in nazaj slalom. In ko prideš nazaj do zelenega stolčka, si zmagovalec. Če vmes med potjo zgubiš balon, se vrneš nazaj na začetek in greš ponovno skozi poligon. Aha. Med igro se balona ne smemo dotikati, ne smemo si ga popravljati, nič. Kam damo roke? Prav, roke najbolje na hrbet. Dobro. Roke na hrbet in med igro nič ne prijemamo balona. Če se balona dotaknemo, gremo nazaj na začetek. Velja? Strok Miha. Sta pripravljena? Sva? Na 3, 4, zdaj. Gremo, gremo. Je kar zahtevno, ne? Ja, ne. O, Tjaši ni uspelo. Moram nazaj, ne? Ja, Tjaša na začetek. Na začetek. V Marliju gre pa zelo dobro. Marli, Bravo, meni bo tudi všel čuti ga. Na začetek poti, čisto na začetek. Spet, Miha sem ga izgubila. Ja, no Pa ni pa lahko. gremo. Kdor prvi pride nazaj do zelenega stola, je zmagovalec. O, super vama gre. Kaj pa če poči? Ja, če pa poči, si pa takoj izgubil igro. Aha. Joj, jaz ga Evo bom spet ga. izgubila. Marli, bravo! bravo. Zmagovalec. Bravo, Marli je Bravo, Marli. zmagal. Kako si je to uspelo? Ja, je kar težko. Kar ni, veš. Seda. Sedaj meni je Seveda se da. drsel, skus mi je drsel. In mi je padel dol. Ja, super igra, Miha. Super, kaj ne? Ja. Evo, lahko si doma, mi smo imeli 4 ovire, lahko si jih nastavite tudi več, kakor želite. In lahko različne ovire si nastavite, več, ko jih bo, bolj bo zabavno. A ne? Super, ko bomo šli ven, bomo pa še več postavili. Ja, komaj čakam. Ja, tudi. Ja, uživajte tudi vi, otroci, v tej Tako je. igri. Super je. I love holidays. O, imaš rad praznike? What about you? Tudi zelo. I love holidays too. Okay. What is it that makes holidays so special? Kaj naredi tako posebne Yes. praznike? Ja, verjetno to, da smo doma. Yes, we don't have to go to work or school. Aha, ne rabimo iti v službo, v šolo. We can meet family or friends, Aha, lahko obiščemo in se družimo z družino, prijatelji. and we eat good food. O, in jemo dobro hrano, to je pa res. Yes.
I think holidays are great. Ja, res so prazniki super. Okay, did you understand everything I said? Ja, sem. Yes. I understand. Okay, so I'm gonna ask you and you're gonna answer. What does holiday mean? Holiday, praznik. Yes. Special. Special, poseben. Work. Work, služba. Yes. Delo. Yes. School. School, šola. Family and friends. Family, družina. Friends, prijatelji. Good food. Good food, dobra hrana. Oh, Kaj pa we- drugega? We all love good food. Yes. And holidays. And holidays. Yeah. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Saj vem, da ladje so najbolj varne v pristanu, a ob obalah ladje niso doma. Za oceani so skrite dežele in se ladje hočejo tja. In vem, da ptica morda je v gnezdu topleje, a ne živijo prikovane na tla. Tam za oblaki so nova obzorja in vse ptice hočejo tja. Nov dan neznano ocean je, naj bodo jadra moje sanje. Ko svet poklical bo, naj se razpro, pripravljena bom na to. Pesem je ptica glasnejša in moja krila vse močnejša. Na njih ponesem me prek Mavrice in kamor hoče srce, ko svet pokliče me. Morda človeku se zdi, da je pametneje, če se drži vedno tega, kar že pozna. A za neznanim so nova odkritja in jaz vem, da hočem do tja. Nov dan neznano ocean je, naj bodo jadra moje sanje. Ko svet poklical bo, naj se razpro, pripravljena bom na to. Pesem je ptica glasnejša
Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Radi pojete, plešete, zagotovo. Danes bomo pa izdelali inštrument in sicer čisto preprosto ropotulico in z njo lahko potem prepevate, si zraven igrate. Potrebujemo pa tulec od papirnatih brisačk, lahko je tudi od toaletnega papirja, bo malo manjša. Potem potrebujemo, jaz sem vzela koruzo, ker jo imam doma, suho zrnje. Vi pa lahko vzamete grah, če ga ima mami v shrambi, se pravi nekuhan grah, ali pa kako drugo žito, samo da bo ropotalo. Prav? Potem pa potrebujemo še 2 balona, škarje, lahko barvice, flomastre, vodene barve, voščenke. Jaz sem vzela voščenke in pa tele flomastre. Najprej bomo tole našo ropotulico olepšali. Pobarvamo po svojih željah, narišemo gor, kar želimo, vzorčke ali pa samo pobarvate. Jaz sem se odločila, da bom narisala kar vzorčke. Tako, potem morda kakšno črto. Bo bolj indijanska ropotulica, tale moja. Srčke. Lahko tudi. Tole sem nekako malo polepšala, sedaj pa, kaj bomo počeli z baloni. V balonu pa odrežemo tale vrat, strižemo stran, ga raztegnemo in takole pokrijemo konec tega letulca z balonom. Preden pa pokrijemo še drugega, odstrižemo tudi drugega, pa bomo zrna ali pa kakšne kamenčke, kar najdete, kar imate doma, stresemo not v naš tulec. Obrnemo tako, da je spodnji del že pokrit z balonom. Jaz jih imam tukaj še. Jih bom še dodala. Tako, in sedaj pokrijemo še drugi konec tulca z balonom.
Tako je naša ropotuljica narejena. Zdaj si lahko prepevate, se igrate razne ritmične vaje, spremljate kakšno pesem. Veselo nedelo! Takole, danes pa sledi en poskus s kuhanimi jajci. Tukaj imamo dve, razlika med njima je samo to, da je eno olupljeno lepše, eno pa malo manj lepo. Poskušali bomo jajce stlačiti v tole steklenico. Nekako ne gre. Tega doma ne smete početi sami, prosite očka ali mamico ali pa nekoga odraslega. Pripravite papir, jajce malo odstranite. Naredimo ogenj, zakurimo papir in malo počakamo. Če noče zagoreti, pa ga še enkrat prižgemo. Takole. Vidimo dim. Jajce se je malo prilepilo. Ali ga bo tudi posrkalo? Počakajmo še malo. Vidite? Počasi leze v steklenico. Malo potresemo. Ste videli, ampak poskusimo še enkrat. Morda potrebuje še malo več dima. Vidite, jajce je začelo vleči v steklenico, ampak meni ne uspe. Morda boste vi doma bolj spretni in uspešni. Poskusite, ampak ne sami. Nov izziv minute zate, Marli, in zame seveda. Okej. Ja, kaj imamo tukaj? 3 barvaste papirje barvne, ne? In sicer rumenega, ga kar položi, modrega in rdečega. Vi lahko izberete tudi kakšno drugo barvo. Imava časa 1 minuto oziroma 60 sekund in mora v tej škatli, kjer so Lego kocke, najdete rumene, modre in pa rdeče kocke in tisti, ki nabere v 1 minuti več teh barv. Aha, rumene Se pravi, če najdeš rdečega, daš na rdeč papir. Ok? In tako naprej. Tisti, ki jih več nabere, je zmagovalec. Okej. Ok, sva pripravljena? In greva. 3, 4, zdaj. Zelena. Se vidi, da je lahko svetlo modra ali pa temno modra.
Ali imava še kaj časa? Še. Modrih, glej, So? se mi zdi, da vidim samo zelene in vijolične in oranžne. Gledajo. Tale je bolj rjava. Kako ti gre dobro. Saj to je tebi tudi? Stop! Kaj imaš v rokah? Še Nič. dajva? Nič, ja. Dobro, nekaj sva nabrala. Ja, Kaj že misliš? takoj vidim, da Vidiš, rumenih imaš ti več. Modrih imam jaz več, pa rdečih verjetno tudi. tudi zmagovalka. Čestitam. Jaz sem se več igrala s kockami, kot ti veš. Ja? Jaz sem se To pa je bolj to. učil. Ja, sej zato pa ti več veš, jaz pa se bolje spoznam na Lego kocke. Zdaj pa poskusite doma tudi vi, otroci. Pravljica o 3 grahih. Živel je siromak, ki je bil tako reven, da je moral sina poslati od doma. Ob odhodu mu je dejal, naj pobere prvo stvar, ki jo najde. Sin ga je ubogal in res kmalu našel grahovo zrno, nato še eno in še eno. Zrna je shranil v torbi in zvečer prišel do dvorca, kjer je zaprosil za prenočišče. Graščakinji je bil všeč in pomislila je, da je morda preoblečen plemič, ki preizkuša njihovo dobroto. Da bi preverila, kakšno je njegovo poreklo, mu je ponudila slabo posteljo, pod katero se je skril služabnik, ki naj bi zjutraj poročal, ali je fant dobro spal. Po mnenju graščakinje lahko v slabi posteli dobro spi le revež. Fant pa je imel težavo z grahi, ki so kar naprej padali iz torbe ob njegovo glavo, zato se je celo noč premetaval. Ko je sluga to zjutraj povedal, je graščakinja fanta povabila, naj ostane še eno noč, tokrat v boljši sobi z udobno posteljo. Fant je sklenil, da lahko gostiteljem zaupa, tokrat odložil torbo in se dobro naspal. Zjutraj so mu ponudili graščakovo hčer za ženo in fant je brez pomisleka sprejel. Po dolgi svadbi, ki je trajala kar 40 dni, pa je napočil čas, ko naj bi jo odpeljal na svoj grad. Predvidevali so, da ga ima, sam pa tudi ni vedel, kako povedati resnico. Ko sta se tako z graščakovo hčerko nekaj časa vozila, je ta zaspala, fant pa je sklenil, da pobegne iz kočije in v gozdu raje umre, kot bi priznal svoje revno poreklo. Toda kaj kmalu je srečal belolasega starca, ki ga je vprašal, zakaj je tako žalosten. Fant mu je zaupal in belolasi mu je dejal, da si lahko izposodi njegov grad, ki je čisto blizu. Sam ga namreč zapušča za leto dni. Ko pa se bo vračal, se bodo zatresla tla in takrat naj z graščakinjo hitro zbežita, sicer ostaneta brez življenja. Res je bil v bližini grad z osebjem ured. Mladoporočenca sta ga veselo zasedla. Čas je hitro mineval in nekega dne se začnejo tresti tla. Fant je zaman iskal soprogo, da bi odpeljal na varno. Je pa v kleti naletel na starko, ki mu je svetovala, naj da poiskati moko iz 7-krat usejanega žita, jo da 7-krat vzhajati, iz nje 7-krat speči kruh, ki naj ga nato položi pred vrata. Ta čas se je že drugič zatresla zemlja in fant še vedno ni našel žene, zato je ubogal na svet. Ob 3. tresenju se je pred vrata pojavil zmaj, ki je zatulil, da voha ljudi, da jih bo sedaj požrl. Toda na pragu je bil tudi kruh, ki ga je zaustavil. Zmaj se je 3-krat pognal v vrata, ki pa niso popustila. Le zmaj se je ob 3. udarcu zrušil mrtev in mlada sta poslej srečno živela na svojem. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in
prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se